Spoštovane državne svetnice, spoštovani državni svetniki, spoštovana gospa predsednica Državnega zbora, gospa Urška Klakočar Zupančič, spoštovani in dragi gostje, posebej pozdravljam tudi predstavnike medijev. Prvi odstavek 99. člena Ustave Republike Slovenije določa, da Državni svet sklepa, kadar je na sejih navzoča večina državnih svetnic in državnih svetnikov. Za današnjo sejo se je opravičil samo kolega Peter Dermol zaradi bolezni. V skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta ugotavljam, da smo sklepčni. Zato mi dovolite, da pričnem prvo konstitutivno sejo Državnega sveta, ki je v skladu s prvim odstavkom 48. člena Zakona o Državnem svetu, ki jo je v skladu s tem odstavkom Zakona o Državnem svetu sklicala predsednica Državnega zbora Republike Slovenije. Lepo pozdravljam gospod magistro Urško Klakočar Zupančič, ki jo vabim za govorniški oder, da nas nagovori. Spoštovani dosedanji predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, spoštovani predsedujoči, dr. Stane Pejovnik, gospe in gospodje. Naj vam, spoštovani novoizvoljeni državne svetnice in državni svetniki, najprej iskreno čestitam ob vaši izvolitvi v Državni svet. V zadovoljstvo mi je, da vas ob današnjem svečanem dogodku lahko nagovorim. Svetniški položaj in s tem tudi odgovornost prevzemate v obdobju, ki mu gotovo ne bo manjkalo izzivov. Praznični decembrski čas je 23.12.1990 s plebiscitom temeljno zaznamoval nastanek slovenske samostojne države. Točno leto kasneje smo pozdravili novo slovensko ustavo. Isti datum, še dodatno leto kasneje, 1992, pa je botroval utrditvi slovenske državnosti s konstituiranjem prvega sklica Državnega zbora in Državnega sveta. Glede na 30-letnico, ki jo letos praznujemo, verjamem, da bo tudi letošnje decembrsko razpoloženje v slovenski zgodovini pustilo pečat. Konec 20. stoletja je slovenski narod zbral pogum in z zanosom in idealističnim optimizmom zmogel uresničiti zgodovinski trenutek. Ustanovili smo svojo državo. Svojo prihodnost in razvoj smo videli le v samostojni in neodvisni državi. Odgovornost, ki izhaja iz dejstva, da imamo danes lastno državo, je še posebej velika sploh v času, ko ni več nič samoumevno. Ko smo se podali na pot za dosego lastne države, so razmere v Evropi že dobro prestopile prag preporoda. Vodila nas je želja po demokratičnih vrednotah in blagostanju zahodnega sveta. Težke in prelomne čase smo lažje prebrodili, saj smo enotni zasledovali isti cilj. Na plebiscitu smo se odločili za svojo državo, s ključno željo, da spremenimo politični sistem, in sicer v sistem, ki bo spoštoval človekove pravice in dostojanstvo. Za ta cilj smo bili pripravljeni dati tudi lastna življenja. Nemalo naših sodržavljank in sodržavljanov ni poti v lastno državo dočakalo z nami. Prav zavedanje, da smo za samostojno državo kot narod plačali visoko ceno, je trdno izhodišče, da vedno spoštljivo, premišljeno in z veliko mero občutka govorimo o naši državi in njenih institucijah, ter da si obenem tudi prizadevamo, da te delujejo zakonito, strokovno in tudi sicer v najvišje dobro naših državljank in državljanov. Zato smo se borili in nič manj od tega ne bi želeli vsi, ki so v dneh, ko ni sijalo sonce, dali za ta narod največ, lastna življenja. V letih po osamosvojitvi smo uveljavili demokratične standarde, uspešno smo razvili svoje gospodarstvo, v kratkem obdobju smo dosegli mednarodno pravno uveljavitev ter enakopravno vključitev v mednarodne organizacije. Vstopili smo v Evropsko unijo in zvezo NATO, prevzeli smo skupno evropsko valuto.
Slovenija je prva med novimi članicami EU uspešno predsedovala Svetu Evropske unije ter se mednarodno uveljavila kot kredibilna, zaupanja vredna partnerica. Vemo pa, da v naši kratki zgodovini ni bilo vedno tako in da je demokratični svet nekajkrat tudi krepko dvignil obrvi. Ustavne določbe v državnem svetu so bile pred 3 desetletji oblikovane s kompromisom. Nastanek državnega sveta je bil povezan z različnimi nesoglasji, polemike o primernosti veljavne ureditve pa vsa ta leta ostajajo prisotne v laični, strokovni in politični javnosti. Danes državni svet ni tak, kot so si ga zamislili tvorci slovenske ustave. Ti so pričakovali, da bo zgornji dom, torej državni svet, korektiv spodnjemu, ki običajno predstavlja splošno ljudsko predstavniško zbornico. Želeli so oblikovati strokovno sicer sposobnejši in preudaren senat, ki se ne bo dal vedno voditi po strankarskih poteh in bo revidiral zakonodajne sklepe državnega zbora. V dogovoru med tedanjima pozicijama je tako današnji državni svet, v katerem sedite tako predstavniki lokalnih kot funkcionalnih interesov in stroke, sad omenjenega kompromisa in je pomenil vmesno rešitev. Morda državni svet danes res sodi med šibkejše zgornje domove v Evropi, a vendarle je dejstvo, da čeprav državni svet nima zakonodajne funkcije, prek svojih pristojnosti ne samo zakonodajno nedvomno vpliva in sicer predvsem prek oblikovanja svojih mnenj, predlogov in pobud. Morda je tudi zato danes bolj kot kdajkoli prej potreben razmislek o nadaljnjem razvoju slovenskega parlamentarizma. Če izvzamemo tiste, ki bi državni svet ukinili, je mogoče zaslediti tudi razmisleke glede vloge državnega sveta v smeri krepitve korektiva državnemu zboru in oblikovanju v klasičen senat kot stabilno telo, neodvisno od dnevne politike. To bi seveda med drugim zahtevalo tudi spremembo volilnega sistema. Po drugi strani pa gre razmišljanje v smeri povečanja pristojnosti državnega sveta na področju lokalne in regionalne samouprave. Ustanovitev pokrajin bi lahko bila dobra z vidika nadaljnjega, bolj uravnoteženega razvoja Slovenije, saj bodoči regionalizem predvsem izhaja iz potrebe po učinkovitem uresničevanju razvojnih politik. Danes državni svet povezuje prostor civilne družbe in politike, ter vam, neprofesionalnim politikom, omogoča, da v politični prostor prinašate specifična znanja, aktualizirana strokovna spoznanja ter rešitve. Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, verjamem, da boste konstruktivno in v skupno dobro delovali tudi vi. V teh prazničnih dneh vam želim veliko zdravja in zadovoljstva. Obenem pa vsem, z mislijo na naše vrednote, ki smo jim sledili pred 3 desetletji, čestitam tudi ob bližnjem dnevu samostojnosti in enotnosti. Hvala za vašo pozornost in srečno 7. mandat državnega sveta. Hvala lepa. Gospe magistri Urški Klakočar Zupančič, predsednici Državnega zbora, se zahvaljujem za njene pozdravne besede. Vabim pa k besedi dosedanjega predsednika Državnega sveta Alojza Kovšco k pozdravnemu nagovoru. Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovani predsedujoči, spoštovane državne svetnice in svetniki, dovolite mi, da vam najprej iskreno čestitam ob izvolitvi in pričetku novega 7. mandata Državnega sveta Republike Slovenije in vam obenem zaželim uspešno delo. Ob tej priložnosti bi se seveda najprej rad zahvalil vsem državnim svetnicam in svetnikom 6. mandata za njihov trud, prizadevanje, za njihovo aktivnost in za uspehe, ki smo jih dosegli skupaj. Prav tako bi se rad zahvalil sekretarju Državnega sveta, dr. Dušanu Štrusu, strokovnim službam Državnega sveta, tudi za sodelovanje Državnemu zboru, predsednici Državnega zbora, sekretarki Državnega zbora in vsem zaposlenim v tej hiši. Brez vas in brez vašega prizadevnega dela bi nam bilo veliko težje. Za nami je 5-letni turbulentni mandat
v katerem smo se srečevali z novimi izzivi, kot je COVID kriza. Zamenjali smo kar nekaj vlad in predsednikov vlad. Državni svet je deloval tudi takrat, kadar je bilo najtežje, in dovolite, da pripomnim, da smo prvi v Evropi odločali nadaljavo in da nam je to uspelo brez vseh zapletov. Nedvomno smo marsikaj dosegli, marsikaj bi se dalo postoriti še bolje. Sodbo o tem bom prepustil času, volivkam in volivcem in tudi vam, ki boste od nas prevzeli to odgovorno delo. Spoštovane svetnice in svetniki, želim vam, da bi vaš mandat potekal mirno, da se ne bi soočali z krizami, ki pomenijo tudi nevarnost za obstoj naše države, naroda, Evropske unije kot celote. Želim vam, da bi bili pri svojem delu kreativni in želim vam, da bi bili pogumni. Nad vami je Ustava Republike Slovenije in Zakon o državnem svetu. Pogumno zastopajte interese tistih, ki so vas v državni svet izvolili, in če bo potrebno, včasih stopite tudi čez samega sebe. V preteklih mandatih smo dokazali, da je to možno in pokazali, da ni najmočnejše orožje državnega sveta veto, temveč da je najmočnejše orožje državnega sveta sodelovanje s strokovnimi javnostmi in civilno družbo. Da so naši posveti odmevni in da rezultirajo tudi z zakonodajnimi spremembami. Želim vam zdravja v naslednjem letu in veliko uspeha v vašem nadaljnjem delu. Srečno sem skupaj. Dosedanjemu predsedniku državnega sveta, gospodu Alojzu Kovšci, se lepo zahvaljujem za njegov nagovor. O sklicu današnje seje je bil obveščen predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod dr. Robert Golob. Na sejo so bili vabljeni predstavniki Državne volilne komisije, ki jih lepo pozdravljam v naši sredi. V skladu z drugim odstavkom 48. člena Zakona o državnem svetu bom kot najstarejši izvoljeni član državnega sveta vodil prvo sejo državnega sveta do izvolitve predsednika državnega sveta. Lahko vam povem, da sem danes izjemoma zelo ponosen, da sem najstarejši izvoljeni svetnik. Pri vodenju seje mi bo pomagal sekretar državnega sveta, gospod dr. Dušan Štrus. Obveščam vas, da je dne 8.12. letos potekala seja začasnega kolegija državnega sveta, ki smo jo sestavljali najstarejši člani interesnih skupin državnega sveta in na kateri smo se dogovorili glede dnevnega reda prve seje državnega sveta. Ko sem se pred današnjo sejo pogovarjal s svojimi najožjimi prijatelji, sem dejal, danes je slavnostna seja in se bom vzdržal kakršnega koli osebnega mnenja. Pa so mi rekli narobe. Le prav je, da na tej slavnostni seji poveš vsaj 2 stavka o tem, kako si predstavljaš delo v državnem svetu. In ob tem bi vam rad kot Stane Pejovnik povedal, da ima naša država, na katero smo vsi v tej dvorani zelo ponosni, eno velikansko prednost v Evropi. To je izobrazbena struktura naroda Slovenije. Imamo eno najvišjih po izobrazbi, po univerzitetni izobrazbi, najvišji delež med tistimi, ki se vpisujejo na univerzo in tistimi, ki jo končajo. To je prednost, ki jo Slovenci, ki smo dovolj pametni, delavoljni in pripravljeni na sodelovanje, mogoče premalo uporabljamo. Imamo pa tudi kakšno pomanjkljivost. V demokraciji, v kateri živimo, imajo mogoče, to je moje osebno mnenje, stranke še preveliko veljavo. In se preveč vtikajo v vsakdanje stvari, ki niso stvar stranke. Mogoče imajo stranke celo preko izvršne oblasti preveliko moč nad zakonodajno oblastjo. In prav v tem je naloga državnega sveta, da kot
tisti, ki smo v stiku s strokovnimi javnostmi in z lokalnimi interesi, vzamemo v roke zvonček in pozvonimo takrat, kadar menimo, da gredo stvari narobe. To je pravzaprav vse, kar je delo Državnega sveta. Opozoriti, da po našem mnenju nekaj ni najboljše in predlagati tistim, ki odločajo, da o stvari še enkrat premislijo. In ob tem premisleku je seveda najbolje, če se v resnici posvetujemo s stroko in s svojo vestjo. To je tisto, kar pri našem delu predstavlja največji delež, največji vpliv. In verjamem, da smo izvoljene svetnice in izvoljeni svetniki v Državnem svetu pripravljeni, voljni in sposobni delovati v korist države, naše države, naše Slovenije. Kar se mene tiče, se bom trudil, da bom poskušal biti, kolikor se le da, objektiven in da bom, kolikor se bo le dalo, mislil v dobro države in nikogar drugega. To je nekaj misli, ki sem jih hotel podeliti z vami in upam, da so sprejemljive za vse, ki sedimo v tej dvorani. Pred nadaljevanjem seje pa bi želel preveriti, če ste vsi državni svetniki in državne svetnice oddali potrdilo o izvolitvi, ki vam ga je izdala Državna volilna komisija. Če kdo tega še ni storil, potem prosim, da potrdilo odda pri tej mizi. In sedaj lahko preidemo na odločanje o predlogu dnevnega reda. Začasni kolegij je predlagal naslednji dnevni red, kot ste ga prejeli po elektronski pošti in tudi danes na klop. Prva točka je izvolitev predsednika, podpredsednika in članov mandatno-imunitetne komisije. Druga točka, potrditev mandatov državnih svetnikov. Tretja točka, izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Četrta točka, izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije. In peta točka, imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije. Ali želi kdo razpravljati o predlaganem dnevnem redu? Če ne, potem predlagam, da preidemo na glasovanje o predlogu dnevnega reda. Prvi odstavek 57. člena Poslovnika Državnega sveta določa, da Državni svet odloča z večino opredeljenih glasov državnih svetnikov. Prosim vse navzoče, da vstavite kartice v glasovalne naprave in preverite njihovo delovanje. Ob vloženi kartici mora goreti oranžna lučka. Za glasovanje imamo na voljo 10 sekund. Tipka plus pomeni za, tipka minus pomeni proti. In pričenjam glasovanje. Glasovanje je končano. Prisotnih je 39 svetnic in svetnikov in 38 jih je glasovalo za. Da tudi vidite na tabli oziroma na ekranu in prehajamo na prvo točko dnevnega reda. To je izvolitev predsednika, podpredsednika in članov mandatno-imunitetne komisije. Prvi in drugi odstavek 45. člena Zakona o Državnem svetu določata, da ima Državni svet mandatno-imunitetno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in 4 člani, ki se izvolijo izmed predstavnikov interesnih skupin. Na klop ste prejeli stališča interesnih skupin s predlogi kandidatov za člane mandatno-imunitetne komisije. Predsednik je bil predlagan Rajko Fajt,
za člane pa Lidija Jerkič, dr. Branka Kalenić-Ramšak, Branko Tomažič in Jože Smole. Vsi ti so predstavniki interesnih skupin. Želi o predlogih kdo razpravljati? Ker ne želi, predlagam, da preidemo na glasovanje. Skladno z 83. členom Poslovnika Državnega sveta izvoli Državni svet komisije v celoti po predlagani kandidatni listi. In pričenjamo z glasovanjem. Glasovanje je končano. Bilo je prisotnih 39, 38 glasov za. S tem je Mandatno-imunitetna komisija izvoljena. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda. Potrditev mandatov državnih svetnikov. Dovolite, da nekaj stvari posebej pojasnim. Zakon o državnem svetu v drugem odstavku 49. člena določa, da Mandatno-imunitetna komisija pregleda potrdila o izvolitvi in morebitne pritožbe kandidatov, interesnih organizacij ali lokalnih skupnosti zoper odločitve volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov ter sestavi poročilo za državni svet. 10. člen zakona o državnem svetu pa določa, da se glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor. Torej tudi določba 109. člena tega zakona, ki ureja pritožbo zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov državnih svetnikov. Zato prosim, da se člani Mandatno-imunitetne komisije sestanejo v sobi 209/2, kjer se bo pričela seja komisije, da pregledajo potrdila o izvolitvi, morebitne pritožbe in sestavijo poročilo za državni svet. Sestavni del poročila mora biti seznam državnih svetnic in svetnikov ter potrdila o izvolitvi. Ostale državne svetnice in svetniki, ki niso člani Mandatno-imunitetne komisije, obveščam, da je v zadnjem delu dvorane državnega sveta, levo od vhoda v dvorano, možen vpogled v pritožbe. V pomoč vam bo pri morebitnem ogledu pritožb služba državnega sveta. Zato prekinjam sejo državnega sveta, ki se bo nadaljevala čez 10 minut po končani seji Mandatno-imunitetne komisije. Kolegice in kolegi, nadaljujemo s prekinjeno sejo. Moram vas pa najprej prositi za dovoljenje, da predlagamo predsedniku Mandatno-imunitetne komisije, da prične z branjem poročila. Vi boste pa med branjem prejeli kopijo poročil na mizo. Poročilo je napisano, končano, se kopira. In če se strinjate, bi kolega Fajt prebral poročilo, v vmesnem času ga boste pa prejeli na klopi. A je kdo proti takemu postopku? Ne. Kolega Fajt, izvoli. Gospod predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi, lep pozdrav. Torej, Mandatno-imunitetna komisija je na prvi seji 12.12.2022 na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o državnem svetu pregledala zapisnik Državne volilne komisije o ugotovitvi končnega izida volitev v državni svet in potrdila o izvolitvi. Mandatno-imunitetna komisija je ugotovila, da je bilo predloženih 40 potrdil o izvolitvi za člana državnega sveta. Skladno s 109. členom Zakona o volitvah v državni zbor, v zvezi z 10. členom Zakona o državnem svetu in v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije 349/18/7 lahko zoper odločitev Državno volilne komisije, ki vpliva na potrditev mandatov,
vloži pritožbo vsak kandidat in predlagatelj kandidata, razen glede tistih nepravilnosti pri kandidiranju, glede katerih je že zagotovljeno predhodno sodno varstvo. Pritožba se vloži pisno. Vsebovati mora ime in priimek ter naslov pritožnika, navedbo, da je upravičen za vložitev pritožbe, odločitev volilne komisije, ki jo izpodbija, in ime in priimek državnega svetnika, na katerega se odločitev volilne komisije nanaša, ter razloge in morebitne dokaze. Do seje Mandatno-imunitetne komisije je ta prejela 5 vlog, ki jih je presojala z vidika 109. člena Zakona o volitvah v državni zbor v povezavi z 10. členom Zakona o državnem svetu, ki so jih vložili Inženirska zbornica Slovenije, Peter Boršič, Socialna zbornica Slovenije, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Društvo asociacija, Društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture. Zaradi vloženih pritožb je sporen mandat Bojane Potočan, Igorja Marintiča, Danijela Kastelica in Tomaža Horvata. Po opravljeni razpravi je Mandatno-imunitetna komisija soglasno sprejela sledeče sklepe. Prvi sklep. Mandatno-imunitetna komisija predlaga Državnemu svetu Republike Slovenije, da na podlagi 50. člena Zakona o državnem svetu, Uradni list Republike Slovenije številka 100/05, uradno prečiščeno besedilo 95/09, odločbo Ustavnega sodišča 21/13, 81/11, odločbo Ustavnega sodišča v nadaljevanju Zakona o državnem svetu in 3. odstavka 6. člena Poslovnika Državnega sveta, Uradni list Republike Slovenije številka 70/18, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20, 123/20 in 67/22 v nadaljevanju Poslovnik Državnega sveta potrdi mandate naslednjim izvoljenim predstavnikom za člane Državnega sveta, katerih mandati niso sporni. Monika Ažman, Bojan Borovnik, Dejan Crnek, Peter Dermol, Rajko Fajt, Mitja Gorenšček, Lidija Jerkič, dr. Branka Kalenić Ramšak, Bojan Kekec, David Klobasa, Oskar Komac, Gregor Korene, Saška Kiara Kumer, Marko Lotrič, Anton Medved, Ivan Meglič, Jasmina Opek Voroš, Milan Ozimič, dr. Radovan Stanislav Pejovnik, Leopold Pogačar, Andrej Poglajen, Miloš Pohole, Aleš Pulko, Matej Slapar, Jože Smole, Marko Staroveški, Dušan Sternat, Jožef Školc, magister Matjaž Štolfa, Branimir Štrukelj, Matjaž Vagan, Branko Tomažič, magister Elena Zavadlaj Ušaj, Marko Zevnik, magister Marko Zidanšek, Drago Žura. Torej, to so nesporni mandati in o njih se bo glasovalo v paketu. Drugi sklep. Mandatno-imunitetna komisija ugotavlja, da je bila zoper izvolitev Bojane Potočan vložena pritožba strani Inženirske zbornice Slovenije, zoper izvolitev Igora Marintiča vložena pritožba strani Petra Boršiča, zoper izvolitev Danijela Kastelica vložena pritožba Socialne zbornice Slovenije in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in zoper izvolitev Tomaža Horvata pritožba strani Društva asociacija, Društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, zato so njihovi mandati sporni in mora o njih na podlagi 2. odstavka 50. člena Zakona o državnem svetu in 3. odstavka 6. člena Poslovnika Državnega sveta Državni svet odločati o vsakem posebej. Mandatno-imunitetna komisija ugotavlja, da je pritožba Inženirske zbornice Slovenije zoper izvolitev Bojane Potočan neutemeljena, zato predlaga Državnemu svetu, da na podlagi 1. odstavka 50. člena Zakona o državnem svetu in 2. odstavka 6. člena Poslovnika Državnega sveta potrdi mandat Bojane Potočan. Četrti sklep. Mandatno-imunitetna komisija ugotavlja, da je pritožba Petra Boršiča zoper izvolitev Igora Marintiča neutemeljena, zato predlaga Državnemu svetu, da na podlagi 1. odstavka 50. člena Zakona o državnem svetu in 2. odstavka 6. člena Poslovnika Državnega sveta potrdi mandat Igorju Marintiču. Peti sklep. Mandatno-imunitetna komisija ugotavlja, da je pritožba Socialne zbornice Slovenije zoper izvolitev Danijela Kastelica neutemeljena.
Šesti sklep. Mandatno-imunitetna komisija ugotavlja, da je pritožba skupnosti socialnih zavodov zoper Danijela Kastelica neutemeljena. 7. člen. Mandatno-imunitetna komisija predlaga Državnemu svetu, da na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o Državnem svetu in drugega odstavka 6. člena Poslovnika Državnega sveta potrdi mandat Danijelu Kastelici. In 8. sklep. Mandatno-imunitetna komisija ugotavlja, da je pritožba društva, asociacija, društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture zoper izvolitev Tomaža Horvata neutemeljena. Zato predlaga Državnemu svetu, da na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o Državnem svetu in drugega odstavka 6. člena Poslovnika Državnega sveta potrdi mandat Tomažu Horvatu. Morda še samo obrazložitev, torej v skladu z tem 6. členom se v spornih mandatih glasuje vsakim posebej, kandidati, o katerem se glasuje, ne glasuje, sicer pa o vseh ostalih lahko glasuje. Na tem mestu bi se zahvalil mandatno-imunitetni komisiji za konstruktivno delo in če je to napoved za delo v naslednjem mandatu, potem bomo konstruktivni. Hvala. Zahvaljujem se svetniku Fajtu za poročilo. Ali želi kdo razpravljati o tem poročilu? Če ne želi, potem predlagam, da preidemo k glasovanju. In sicer predlagam, da najprej potrdimo mandate tistih članov Državnega sveta, ki niso sporni. In da o tem glasujemo v paketu. Kolega Fajt je prebral ta spisek, jaz ga mislim, da ga ne bi še enkrat bral in predlagam, da glasujemo, da potrdimo mandate vsem svetnicam in svetnikom, ki niso sporni. Glasujemo. Glasovanje je končano. Prisotnih je 39 članov, za je glasovalo 37, sklep je sprejet in na podlagi tega sklepa ugotavljam, da je Državni svet potrdil mandate, ki niso sporni. O ostalih mandatih pa moramo glasovati ločeno in sicer predlagam, da najprej predsednik mandatno-imunitetne komisije je predstavil, vključno s predstavitvijo vložene pritožbe in njene utemeljenosti, in mandatno-imunitetna komisija je predlagala, da se potrdi mandat Državnega sveta Bojani Potočan. Glasujemo. Osemintrideset je bilo prisotnih in 34 je glasovalo za, torej je mandat Bojane Potočan potrjen. Potem ugotavljam, da je predsednik mandatno-imunitetne komisije predstavil poročilo za člana Državnega sveta Igorju Marentiču in mandatno-imunitetna komisija je predlagala, da se mandat potrdi. Glasujemo. Prisotnih je bilo 39, 36 je glasovalo za in torej je mandat Igorju Marentiču potrjen. Ista je zgodba, je postopek za člana Državnega sveta Danijela Kastelica. Mandatno-imunitetna komisija je predstavila poročilo, vključno s predstavitvijo vložene pritožbe in njene utemeljenosti in predlaga, da se mandat Danijelu Kastelicu potrdi. Glasujemo.
Devetintrideset nas je v dvorani, 36 je glasovalo za in mandat Danijelu Kastelicu je potrjen. Zadnji član, mandat za člana Državnega sveta Tomažu Horvatu, je bil prav tako pritožba, za katero je mandatno-imunitetna komisija ugotovila, da ni utemeljena in predlaga, da se Tomažu Horvatu mandat potrdi. Glasujemo. V dvorani nas je 38, za je glasovalo 34 in tudi Tomaž Horvat ima potrjen mandat. S tem, spoštovane svetnice in svetniki, so naši mandati potrjeni. Seveda bodo pritožbe verjetno potekale naprej po postopku in vas bomo sproti obveščali o tem, kaj se z njimi dogaja. Drugače pa vam sedaj ob potrditvi mandatov čestitam, ker ste dejansko in z polno močjo glasovanja in vsega delovanja, ker smo postali državne svetnice in državni svetniki. In lahko preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, to je izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Zakon o državnem svetu v prvem odstavku 43. člena določa, da ima državni svet predsednika, ki se ga izvoli z večino glasov vseh državnih svetnikov. Predsednik mora torej prejeti 21 glasov, da je veljavno izvoljen. Prvi odstavek 80. člena poslovnika določa, da kandidata za predsednika državnega sveta predlaga skupina najmanj 8 državnih svetnikov ali interesna skupina. Drugi odstavek 78. člena poslovnika pa določa, da državni svet izvoli predsednika s tajnim glasovanjem. Tajno se glasuje z glasovnicami. In ugotavljam, da so bile državnemu svetu predložene 3 kandidature za predsednico državnega sveta. In prosim, ker se lahko glasovnice vložijo do začetka, vam so bile vložene naslednje glasovnice. Jožef Školč, interesna skupina negospodarskih dejavnosti, kolega Bojan Kekec, interesna skupina lokalnih skupnosti in kolega Lotrič Marko, interesna skupina delodajalcev. Kandidati so dali soglasja za prevzem kandidature in predloge ste prejeli že na klop. In sprašujem, ali želi Jožef Školč kot kandidat za predsednika Državnega sveta beseda. Jože? Hvala lepa. Meni ni bil poznan scenarij, tako da bom pač improviziral to zahvalo za podporo kolegov, svetnikov in svetnic v naši skupini. Lahko bi se vam predstavil tako, kot smo naredili to znotraj naše skupine in najprej povem, da sem rojen v Breginju, to je na skrajnem zahodu Republike Slovenije. Ta vas je seveda bolj kot pomeni znana po enem hudem potresu leta 1976 in ta potres je
bistveno vplival tudi na mojo življenjsko pot. Takrat sem se prvič srečal z neko katastrofo neobvladljivih razsežnosti na eni strani in po drugi strani z solidarnostjo ljudi z vseh koncev Slovenije in tudi takratne Jugoslavije. To me je peljalo tudi v mladinski aktivizem in kasneje v politično udejstvovanje. Šolo sem delal v Breginju, Kobaridu, gimnazijo v Tolminu, diplomiral sem na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo iz mednarodnih odnosov. Moja generacija se je znašla v času, ko je sistem na nek način pokal po šivih in bil sem del ekipe, ki je, si upam reči, v veliki meri vplivala na spremembe v 80-ih letih. Mladinska organizacija, ki sem ji takrat pripadal, je organizirala in bila kritje za marsikatero, danes bi se reklo, civilno pobudo, ki je potem prešla tudi v kako bi se reklo, v prostore te hiše in drugih ustanov. Povzročili smo veliko škandalov in težav, od nasprotovanja financiranju supersoničnega aviona, tisti, ki so starejši, se bodo tega spomnili, do ukinjanja štafete, do ne vem česa še vse, to je predolgo predavanje. O tem govorim, ker nam je to odprlo tudi pot v te komisije, ki so pripravljale spremembe predpisov za novo ureditev. Tako sem bil tudi prvi predsednik Zbora za ustavo, ki je ob ustavni komisiji predlagal različne ustavne spremembe in to je generiralo v zakonodajo za prve neposredne demokratične volitve. Na prvih volitvah v takratno skupščino sem bil izvoljen za poslanca v družbeno-politični zbor z, če se ne motim, absolutnim rekordom takratnih posamičnih glasov, ampak to je zagotovo šlo na rovaš vseh, ki so nas podpirali, ne samo mojega dela. V prvi skupščini je pač naneslo tako, da nas nova večina ni potrebovala pri teh spremembah in sem tako postal spet vodja opozicije. Na prvih volitvah v državni zbor sem potem spet kandidiral, dobil mesto in v drugi polovici vodil državni zbor. Kasneje sem delal v vladi kot minister za kulturo, delal sem v vladi kot sekretar za nevladne organizacije in še enkrat lahko rečemo skoraj da pokazni kot sekretar za kulturo, ko se je transformirala vlada. Lahko rečem, da sistem politični in ustroj države poznam dovolj dobro in odlično. Sodeloval sem v ustavni komisiji, ki je trasirala tudi odločitve za državni svet. Zgodba je malenkost bolj kompleksna, kot jo je predstavila predsednica državnega zbora v začetku, ampak to je diskusija, ki se mi zdi v redu, da je odprta in da mogoče pomaga redefinirati še kakšno nalogo. Če bom dobil vašo zaupanje in podporo, potem se bom trudil, da bomo delali, kot je rekel prej kolega Stane Pejovnik, v skupno dobro in da bomo podpirali vse različne iniciative in morebiti tudi zaustavljali kakšno od
napačnih odločitev. Če pa seveda ne bom dobil podpore, bom počel ta isto. Zato sem tudi kandidiral v državni svet, predvsem z namenom, da bi počel nekaj na tem področju vzgoje in izobraževanja, kjer 10 let vodim neko manjšo ekipo, ki se ukvarja po eni strani z nadarjenimi, išče talente, zbira denar, jih pošilja po svetu, jim odpira pot na različna tekmovanja in lahko vam povem zdaj kot prvim, da smo danes zjutraj spet dobili obvestilo, da so najmlajši naravoslovci v Bogoti dobili 4 bronaste in 2 srebrni medalji. To je bilo moje delo. Bilo je več vprašanj, to ne sodi mogoče v ta nastop, ampak glede tega, kaj si mislim o podpredsedniku, pa o sekretarju državnega sveta. Podpredsednik je seveda domena volitev državnega sveta. Za sekretarja bi si pa želel posvet s tistimi, ki so tu že delovali in pa tudi z zaposlenimi, in če bo do tega prišlo, da bom dobil vaše zaupanje, bom prosil, da se tudi ta točka prestavi na eno od naslednjih sej. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegu Školču in prosim drugega kandidata, Bojana Kekca, da se na kratko predstavi. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, kot prvo naj povem, da tukaj nagovarjam 39 uglednih ljudi, dam in gospodov, ki so v svoji karieri zagotovo veliko naredili. Državni svet ni državni zbor. V državnem svetu se je za izvolitev potrebno dokazati. Svojo predstavitev bi strnil v 3 točke. Eno je moja osebna predstavitev, marsikdo od prejšnjih svetnic in svetnikov seveda me pozna, drugi ne. Pod drugo točko bi dal oceno dela v preteklem mandatu, čisto kratko. In pa najbolj ključno seveda 3. točka, to so izzivi za našo prihodnost, rekel tudi obstoj državnega sveta. Zdaj prihajam iz Novega mesta, sem oče 3 otrok. Vso svojo poklicno kariero sem do sedaj delal v gospodarstvu. Kljub temu, da sem star 57 let, imam 37 let delovne dobe, kar pomeni, da sem vso izobrazbo pridobival ob delu, tako prvo stopnjo na fakulteti za elektrotehniko, drugo stopnjo na fakulteti za elektrotehniko in pa magisterij z področja energetike, kar se mi zdi v tem času tudi ena od pomembnih, rečemo, sfer, ki bo v prihodnosti precej podrobno obravnavana. Zdaj, začel sem v takratni tovarni Novotex kot vzdrževalec, nato v komunali upravljal 13 let delo šefa novomeškega vodovoda, bil tehnični direktor na komunali, tudi direktor komunale, in potem sem odšel na Slovenske železnice, kjer sem vodil energetski menedžment, nato bil direktor družbe Slovenske železnice infrastruktura. Po tej funkciji sem delal na mednarodnem področju kot vodja mednarodnih tovornih koridorjev in se zdaj zopet, rečemo nekako, v zadnjem delu kariere vrnil v Novo mesto na komunalo. Zdaj, moja politična kariera je, se pravi, od politike nisem nikoli živel, vendar sem bil aktiven. Začel sem v krajevni skupnosti v Novem mestu, potem postal občinski svetnik, nato bil tudi podžupan in seveda zdaj že 4. mandat državni svetnik. Zelo sem vesel, da so mi dolenjske občine zaupale še en mandat z zelo visoko podporo.
V državnem svetu sem pa sodeloval predvsem v komisiji za mednarodne odnose, ki sem jo v zadnjem obdobju tudi vodil, in pa v komisiji za državno ureditev. V času predsedovanja smo seveda v komisiji za mednarodne odnose odigrali pomembno vlogo, saj smo skupaj z državnozborskim odborom sovodili kar nekaj mednarodnih parlamentarnih konferenc in to zelo uspešno. Mislim, da prvič v zgodovini tudi državni svet imel svojo temo, svojo točko, ki je prišla v odobritev. Ravno tako sem v preteklem obdobju zastopal državni svet na konferenci o prihodnosti Evrope, ki je trajala 1 leto in bili smo tudi v tem delu izredno aktivni. Mogoče še poudaril bi tudi to, da v času vojne za osamosvojitev Slovenije sem bil aktivno udeležen v naši osamosvojitveni vojni 15 dni. Na to sem ponosen, vendar zaradi tega ne bi izpostavil ničesar drugega, kot pač to, da sem en doprinos tudi dal. Če pogledamo še mogoče za prihodnost, izzivi. Zdaj, prva stvar se mi zdi, da je izredno pomembno, da tudi glede na govor gospe predsednice državnega zbora, se jaz pač s marsikaterim tistim njenim delom ne bi strinjal. Državni svet je treba na vsak način ohraniti. Lejte, stvar, ki je stara 2000 let, se pravi, vemo, da izhaja iz starega Rima in stari Rim je v svojem obdobju preživel bistveno daljšo dobo, kot je Evropa in pa vse naše asociacije, ki so bile do zdaj. Zato to je tako, kot bi rekel, da bi na pravni fakulteti hotel ukiniti rimsko pravo. Ali si kdo od nas predstavlja, da bi nek posameznik ali politična stranka v Združenih državah se spomnila, da bi ukinila senat? Ali v Veliki Britaniji, da bi ukinili House of Lords? Ali v Franciji, ki ima izredno močan senat, da bi se kaj takega zgodilo, zagotovo te variante ne bi bilo. Zdaj v času, še posebej, ko sem vodil mednarodno komisijo, so se stkale zelo pristne prijateljske vezi, predvsem dobro smo se povezali s francoskim senatom in pa tudi zdajšnjo predsednico Evropskega parlamenta, gospod Metsola. Za naprej seveda obljubljam v primeru moje izvolitve, da bom zagovarjal nek kulturni dialog, neko soočenje argumentov in v vsakem primeru je bolje, da vse interesne skupine delujejo na tak način transparenten. V primeru državnega sveta ukinitev interesnih skupin ne bilo mogoče, vendar bi bilo njihovo delovanje čisto drugačno, netransparentno. Jaz pravim, da je prav, da tukaj vržemo vedno argumente na mizo, da se pošteno pomenimo in tudi aktualni politiki večkrat postavimo ogledalo. Kaj bi še pogrešal tukaj v nadaljnjem delovanju oziroma zakaj bi se zavzemal? To je 4. branje zakona. Mislim, da bi s tem, ne da bi sem zmanjšal veliko število vetov, ki so včasih, rečemo, politični ali tudi ne, ali bolj nekako v bistvu iz nekih osebnih prepričanj s 4. branjem, bi bistveno doprinesel k boljšim zakonom. Naj tudi omenim, da je predsedujoči gospod Pejovnik to že v tistem uvodnem delu, da zakonodajne pobude so tiste, ki morajo državni svet spraviti na en višji nivo. Ravno tako civilna družba, jaz mislim, da vseeno, kljub temu, da vsakmu pač po ustavi pripada ulica in protest, vsekakor pa je mesto nevladnih organizacij, mesto civilne družbe tukaj, v tej dvorani. In na tak način lahko dobimo nek širši konsens družbeni, kjer zdaj v bistvu vidimo, da je mogoče razdvojenost slovenske politike daleč največja do sedaj. In ravno mogoče uravnoteženje trenutne politične situacije z predsednikom državnega sveta, kdorkoli bo že to izvoljen, je seveda izrednega pomena, da se ta stvar nekoliko umiri in bolj uravnoteži in da se v družbi okoli ključnih zadev, čakajo nas izredno pomembne zadeve za naprej, ne samo demografija, veliko skrb za mlade in tako naprej, za vse generacije, širši družben konsens je potreben in ravno v tem vidim neko svojo
veliko priložnost, predvsem z delovanjem, ki sem ga do zdaj pokazal v državnem svetu. Tisti, ki ste tukaj več mandatov, zagotovo veste, da sem vedno nekako zagovarjal neko umirjenost, kulturni dialog in pa neke kompromisne rešitve. Se pravi, zahvaljujem se vam vsem za glas, ki mi ga boste dali, in seveda, kdorkoli bo danes dobil to mesto, to funkcijo, seveda tudi čestitam komorkoli pač bo to uspelo danes. Najlepša hvala, kolega Kekec. In kandidati so se predstavili po vrstnem redu, kot so bile vložene kandidature. In tretji je gospod Marko Lotrič. Marko, izvoli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Cenjene svetnice, cenjeni svetniki Državnega sveta. Moje ime je Marko Lotrič, prihajam iz Sevške doline, iz vasi Sevca, kjer sem otroštvo preživel na majhni kmetiji, ki izhajala pravzaprav iz delavske družine. Leta 1991 sva z ženo Mojco ustanovila podjetje Lotrič Meroslovje, takrat še kot SP, in to podjetje je preraslo v eno podjetje preko evropske razsežnosti v smislu 9 podjetij v 7 državah, locirani na Adria regiji, Avstriji, Nemčiji. Zaposlujemo preko 180 strokovnjakov iz preko širšega okolja Slovenije. To pomeni, da nismo locirani samo v Sevcih, ampak poskušamo optimirati stvari. 20.000 strank so tisti, ki nas potrebujejo dnevno. To so različne industrije, javni in zasebni inštituti, univerze, zdravstvene ustanove. Velik pomen pa dajemo tudi sodelovanje z univerzami in fakultetami oziroma inštituti, kjer imamo 16 podpisanih dogovorov oziroma sporazumov o sodelovanju. Z njimi pa smo dosegli kar nekaj tudi odmevnih rezultatov na področju raziskovanja in pa nagrad Taras. V začetku naslednjega leta bom dopolnil 60 let in 40 let delovne dobe. Družinska ustava, ki smo jo skupaj z otroci in ženo zapisali leta 2017, nam je določila rok, se pravi naslednje leto v mojem rojstnem dnevu, da prenesem podjetje na otroke. Med tem časom so otroci postali tudi že direktorji določenih organizacijskih enot. Glavna, ki pa jo bom ob izvolitvi morebitni za mesto predsednika Državnega sveta prenesel na najmlajšo hčero, s katerim smo v preteklih dneh opravili ne samo z njo, ampak družinski svet je pa nas tisti, ki odloča. Če danes pogledam, kaj smo naredili izredno dobrega, smo naredili to, da smo naredili družinsko ustavo, s katerim smo ključnim strankam, ključnim dobaviteljem, kupcem, na prvem mestu pa sodelavkam in sodelavcem sporočili, kaj jih čaka čez nekih 5, 6, 7 let. To moram reči, da je zahteven postopek, pomagali so ga nam zgraditi en stjan konkretno, in z tega zornega kota bomo mi samo kakšen mesec prej predal dela, ob izvolitvi pa se 100% po svetu delu. Sicer sem zastopnik in pa predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetništva, ki je partnerska organizacija Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, hkrati potem še predsednik območne obrtne zbornice Škofja Loka, dejaven v gospodarski zbornici, potem v Združenju Menedžer, v SBC-ju kot ustanovni član. In zakaj povsod me je vodila pot? Meroslovje oziroma merjenje je tako specifično, da se nam pojavlja praktično povsod. Verjamem, da vsi tisti, ki smo imeli to srečo, povprašati po klicu včasih, ali je vse v redu, ja, koliko je pa težak in koliko je velik, se pravi, življenje se nam začne z merjenjem, a ni to izjemno.
Sprav vsakega dojenčka najprej stehtajo. Sem svetnik izvoljen v skupino predstavnikov delodajalcev, pred vami pa stojim kot nestrankarski oziroma kot nepolitični kandidat. Tega bremena si državni svet v teh časih in glede na razpoloženje največje politične stranke do vloge državnega sveta namreč tudi ne zasluži. Slišimo lahko celo dokaj kategorične izjave, ki kažejo, da bi do ukinitve lahko skoraj gotovo prišlo. Kako torej to stanje preseči? Strinjam se, da na način, da se dvignemo nad klasično politično delitev. Zdi se mi ključno, da bi državni svet nastopil novi sklic čim bolj politično neobremenjen. In zdi se mi dalje nujno, da državni svet postane še bolj polnovreden zastopnik socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. S pooblastili in poslanstvom, kot je bila zamišljena o podpisu in sprejemanju slovenske ustave, o čemer sta govorila že prej spoštovana predsednica državnega zbora in pa spoštovani kolega Školč. Državni svet izvršuje svojo poslansko iniciativo, suspenzivno in svetovalno funkcijo državnemu zboru. Predvsem torej ne gre zanemariti premalo izkoriščene naše pravice do zakonodajne pobude in pa dalje svetovalne vloge, ki jo lahko državni svet udejanja tudi z izvajanjem širših strokovnih posvetov. Nenazadnje pa nam je dodeljena tudi pravica zahtevati celo ustavnost oziroma zakonitost predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. V tem naboru teh pooblastil vidim izvrševanje našega skupnega poslanstva. Poudarjam skupnega. Ključnega pomena je, da je izvajanje nalog in pooblastil državnega sveta visoko strokovno in da primerno odraža interese skupin, ki naš svet sestavljajo. Ti interesi so lahko zelo široki in nam vsem skupni. Ti so na primer interes k večji blaginji, izboljševanju mehanizmov socialne države, zdravstvenega varstva, dalje pravična in vključujoča družba, uravnotežen družbeni in gospodarski razvoj, spodbujanje domačega vrhunskega znanja, visoka kvaliteta procesov izobraževanj, skrb za posebne družbene skupine in interese. Lahko pa so ti interesi zelo parcialni, a zaradi tega še ne velja, da ne bi bili vredni posebne pozornosti in podpore. Ključni izzivi, s katerimi se bomo soočili že takoj ob začetku, so povezani z gospodarsko krizo in vlogo države pri reševanju vprašanj povezanih s tem. Zato bo nujno potrebno v tem mandatu našega sklica državnega sveta tesno sodelovati z državnim zborom in dalje z vlado in drugimi državnimi organi. To pa ravno z namenom, da vzpostavimo tiste pomembne vsebine in teme, ki jih bomo v našem krogu skupaj skozi demokratični dialog definirali kot nujne, kot ključne oziroma kot tiste, ki jim je potrebno nameniti posebno pozornost. Da ne bo edina vloga državnega sveta veto, ki bo potem v parlamentu vsled koalicijske večine brez učinka. Zato mora prevladati moč razuma in kakovost argumenta. Izzivi pred nami torej ne bodo zgolj tisti, ki bodo izhajali iz kriz, temveč tudi takšni, ki bodo definirali pot našega nacionalnega razvoja, naše prihodnosti. To so med drugimi vprašanje zelenega prihoda, digitalizacije, ekologije, razvoja in implementacije novih tehnologij, reorganizacije. Prepričan sem, da bo z našim tesnim sodelovanjem naša vloga pri soustvarjanju naše države očitna in zaznana in da je ne bo mogoče kar tako spregledati. Če mi poverite mesto predsednika državnega sveta, bom svoje delo predsednika kot eden izmed vas in vam enak opravljal pošteno in s ponosom, s polno odgovornostjo ter z enakovrednim občutkom za interese vseh nas. Spoštovane kolegice svetnice, spoštovani kolegi svetniki. Vabim vas, da me podprete. Zagotavljam vam, da bom storil vse, da bomo lahko ob zaključku našega 5-letnega obdobja skupaj potrdili, da je bila naša odločitev modra, prava in da bo naše delo in trud pomembno prispevalo k razvoju in blaginju naše države Slovenije. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Lotrič. Izvedeli smo
poglede 3 kandidatov za predsednika Državnega sveta, sprašujem, če želijo besedo predstavniki interesnih skupin. Če ne, potem odpiram splošno razpravo in sprašujem, ali želijo besedo državne svetnice in svetniki. Tudi tukaj ni nobenih. Potem predlagam, da preidemo na tajno glasovanje. V skladu s prvim odstavkom 58. člena Poslovnika Državnega sveta tajno glasovanje vodi odbor, ki ga sestavljajo predsedujoči na seji, torej jaz, in 4 na seji izvoljeni državni svetniki. Interesne skupine so na svojih sejah že predlagale člane volilnega odbora. Zato predlagam na osnovi njihovih pobud naslednjo sestavo volilnega odbora. Predsedujoči Stane Pejovnik, interesna skupina delodajalcev Mitja Gorenšček, interesna skupina delojemalcev Oskar Komac, interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev Aleš Pulko in interesna skupina lokalnih interesov Miloš Pohole. Ali želi kdo besedo? Ne želi. Potem predlagano sestavo volilnega odbora dajem na glasovanje. Glasujemo. Devetintrideset nas je prisotnih, 37 je glasovalo za, torej je Državni svet s volilno komisijo v omenjeni sestavi sprejel. Glasovanje poteka tako, da vsak državni svetnik prejme glasovnico. Za posameznega kandidata se glasuje tako, da se obkroži številko pred njegovim imenom. Kandidat za predsednika Državnega sveta je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh državnih svetnikov, torej najmanj 21 svetnikov. Če nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne večine, se opravi drugi krog glasovanja. V drugi krog se uvrstita kandidata, ki sta prejela največje število glasov. Če je pri prvem glasovanju več kandidatov prejelo enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom. Tako pravi 81. člen Poslovnika. Če pri drugem glasovanju nihče od kandidatov za funkcijo predsednika Državnega sveta ne dobi potrebne večine, torej najmanj 21 glasov, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur. Tajno glasovanje državni svetniki in svetnice v skladu z drugim odstavkom 58. člena Poslovnika Državnega sveta opravijo v prostoru, kjer poteka seja, torej v tej dvorani. V ta prostor v času izvedbe glasovanja nimajo vstopa osebe, ki niso udeležene pri izvedbi glasovanja. Člane volilnega odbora vabim, da po prekinitvi seje od sekretarja Državnega sveta prevzamemo volilno gradivo in pričnemo z volitvami, in sicer tako, da preštejemo glasovnice, pregledamo in zapečatimo glasovno skrinjico, ki je na koncu mize predsedstva, in razdelimo državnim svetnicam in svetnikom glasovnice po glasovalnem seznamu oziroma volilnem imeniku. Volitve bomo zaključili 10 minut potem, ko bo zadnji navzoči član Državnega sveta prevzel glasovnico. Zato prekinjam sejo za čas izvedbe glasovanja in štetja glasov. Sejo bomo nadaljevali 10 minut po zaključenem štetju glasovnic in prosim vse, ki ne sodelujejo pri glasovanju, da zapustijo dvorano in da se izklopi snemanje.
Služba državnega sveta bo prinesla volilno skrinjico, vosek in pečat ter glasovnice, člani odbora pa bomo opravili svoje delo. Državne svetnice in svetnike vabim, da pristopite k predsedniškemu odru, kjer boste na podlagi volilnega imenika potem prejeli glasovnico. V prejemu vas prosim, da se tudi podpišete v volilni imenik. Glasovanje pa izvedete v kabini. Kot ste verjetno pričakovali, bomo šli v drugi krog. Za volitve predsednika državnega sveta smo razdelili 39 glasovnic, oddanih je bilo 39, neveljavna je bila 1, veljavnih je bilo 38. Kandidati za predsednika so prejeli naslednje število glasov: Jožef Školč 13, Boštjan Kekec 10, Marko Lotrič 15. To je 38, tako da v skladu s 43. členom zakona in tako naprej je kandidat izvoljen, če je zanj glasovala večina. Ker večina ni glasovala, gresta v drugi krog Jožef Školč in Marko Lotrič. V principu bomo ponovili izvedbo tako, kot je bila v prvem krogu. Žal pa morajo seveda pripraviti glasovnice, to mislim, da bo zelo hitro zdaj narejeno, in potem ne bi razlagal še enkrat, ker sem prej postopek v podrobnosti razložil. To se pravi, samo počakamo, da prinesejo volilno skrinjico in glasovnice in se bo volilna komisija ponovila celoten postopek. Vendar vas opozarjam, tudi v drugem krogu je izvoljen samo tisti, ki bo dobil 21 glasov. Če ne bi imeli nikogar, ki bi dobil 21 glasov, potem se postopek ponovi od začetka z vlaganjem kandidatur. Če pa bo predsednik izvoljen, potem bomo na predlog interesnih skupin naredili krajšo pavzo, da se lahko interesne skupine ponovno na hitro sestanejo, ker je seveda možno vlaganje predlogov za kandidaturo do samega pričetka volitve podpredsednika, in zato so interesne skupine želele, da se najprej izvoli predsednik in da se jim potem omogoči manjši, krajši razmislek. Prav. Počakamo, da prinesejo. Predlagam, da se odredi, 15 ali pa 30 minutna pauza. 10 minut? Preden pričnemo z drugim krogom volitev predsednika. Pauza bi bila po drugem krogu volitev, da se lahko interesne skupine sestanejo. Samo kot predlog, se ga lahko damo na glasovanje. Kolega Pohle predlaga pauzo 10 minut. Prav, čez 10 minut se sestanemo na nadaljevanje seje. Sejo prekinjam za 10 minut. Hvala, vse v redu. Spoštovane svetnice in svetniki, Državni svet šteje 40 državnih svetnikov, na volitvah je sodelovalo 39 državnih svetnikov v drugem krogu. Za volitve je bilo razdeljenih 39 glasovnic, oddanih prav tako 39, neveljavnih glasovnic je bilo 12, veljavnih glasovnic 27. Kandidata za predsednika sta prejela naslednje število glasov: Marko Lotrič 12, Jožef Školč 15. Ugotavljam, da za predsednika nihče od kandidatov ni prejel zahtevanega števila glasov. In s tem smo dosegli točko, v kateri potrebujemo kratek posvet. Predlagam, da se interesne skupine na hitro sestanejo in da se potem začasni vodje, ki so zdaj, odkar je potrjen na mandat, postali vodje interesnih skupin, sestanejo z mano v velikem salonu, da se dogovorimo, kako bomo nadaljevali postopek. V bistvu se moramo dogovoriti o tem, ali sejo danes, prekinjeno sejo, da jo prekinemo
za nekaj časa in da jo nadaljujemo v kratkem. Ali da jo prekinemo, ponovno pričnemo s postopkom kandidatur in se danes sestanemo po določenem času. Prosim, da se o tem dogovorite, ker ne želim o tem odločati sam. Zato prosim, da se interesne skupine sestanejo in da se čez 10 minut dobimo za vodji interesnih skupin v velikem salonu. Prosim. To bo služba poskrbela. Jaz moram najprej ta predlog dati na glasovanje. Ker ne morem jaz o tem odločiti sam, zato ponavljam predlog. Prekinemo sejo, sestanejo se interesne skupine, nato se vodje interesnih skupin sestanejo z mano v velikem salonu in potem odločamo spet z glasovanjem, kako naprej. A se strinjate s takim predlogom? Glasujemo. Sedemintrideset je glasovalo, 35 je za tak predlog in prosim, če kar pričnemo z delom po tem predlogu. Spoštovane kolegice in kolegi, dogovor, če ga na kratko sklenem, je, da danes sejo prekinemo in jo nadaljujemo ali v četrtek ali v ponedeljek prihodnji teden. Prosim? Če dovolite. Ja. Jaz predlagam, da gremo na ponedeljek, glede na to, da je glih 7 dni, v ponedeljek so bolj kot ne tudi prazni koledarji, verjamem, da bo lahko večja udeležba. Predlagam, Ja, prosim. predlagam, da bi tudi malo prej začeli, mogoče ob 10. uri, da ne gremo tako pozno uro, da prijemo do, bom rekel, potem do pametne solucije v doglednem času. Hvala. Jaz predlagam, da najbolj preprosto, da glasujemo v tem, na kjer dan bi nas bilo več. Prosim? Ja, se bomo še preverili. Ne? Jaz bom rekel, a lahko prosim tisti, ki ste za to, da bi bila seja v četrtek, glasujete. Se bom počakal? Četrtek ob 10. Drug možen termin je pa v ponedeljek, tudi ob 10. In zdaj dajem na glasovanje. Prvič, kdo je za četrtek, sledi? Prosim. Lahko to govorite, vse snim. Hvala. Ja, hvala, gospod predsedujoči, za besedo. Jaz bi prosil še za, da nam rekel predolg odmor, ampak za 10 minut odmora, ne več. Zdajle? Zdajle, ja. Zakaj pa? Še en pogovor rabim. Saj mislim, da nas 5 minut, 10 minut ne bo. Ja, sej se zato pa vprašam, sej stvar, sam nismo se uspeli najti vsi. Na predlog gospoda Lotriča dajem na glasovanje, ali ste za prekinitev seje še za 10 minut. Kdo je za to, da se seja prekine za 10 minut, prosim, da glasujete. Glasujemo. Plus je za, minus je proti. To se pravi, prekinjamo sejo še za 10 minut. Če boste prej končali, vas prosim, da končate čim prej. Toliko vas obveščam, da so večinoma vodje interesnih skupin mnenja, da danes sejo prekinemo in jo ponovimo enkrat proti koncu ali v začetku prihodnega tedna. To je predlog vodij interesnih skupin. Po posvetu z vodji interesnih skupin
dajem na glasovanje predlog, da se danes seja prekine. Kdo je za ta predlog? Glasujemo. Danes torej sejo prekinemo z 31 glasovi za in 4 proti. Sprašujem, kdo je za to, da je nadaljevanje te seje v četrtek ob 10. dopoldne. Glasujemo. Sprašujem vas, kdo je za to, da je seja v ponedeljek. Da ste dobili dvakrat, da bo izglasovano. To je izglasovano. A to je izglasovano. Ampak zdaj pa moram vas vprašati, ali ste za to, da ponovimo glasovanje. Kdo je za to, da ponovimo glasovanje? Glasujemo. Glasovanje o dnevu seje. Zato, ker je pri 14:13 velika možnost, da seja ne bo sklepčna. Še enkrat sprašujem. Pri glasovanju 14 je za sejo ob 10, 13 je proti temu, je velika možnost, da seja ne bo polno zasedena. To pa za izvolitev predsednika Državnega sveta ni dober napotek, a ne? In zato vas sprašujem, ali lahko glasovanje o tem ponovimo. Kajti če... Prosim? Aha, nisem videl. Prav. Torej še enkrat bom obrazložil, o čem se pogovarjamo. Mi bomo nadaljevali sejo z izvolitvijo predsednika Državnega sveta. Za izvolitev predsednika Državnega sveta mora biti prisotnih čim večje število državnih svetnic in svetnikov. In imam dve možnosti kot začasni predsedujoči. Ena možnost je, da zaprosim službe Državnega sveta, da preverijo pri vas oba datuma. Druga možnost je, da vas tukaj vprašam in glasujemo. In nisem dovolj pameten, da bi znal zdaj odgovoriti na vprašanje, katera od obeh možnosti je boljša. Zato vas prosim za pomoč. Izvoli. Dovolite proceduralno, samo zaradi predloga, ki je bil podan, interesna skupina največja lokalnih interesov je predlagala, da se prekine seja najmanj do petka, zaradi tega, ker so lokalci bolj ali manj v tem tednu zasedeni, najmanj do petka, tako da je zdaj nastal ta predlog za četrtek, in jaz predlagam, da se glasuje v ponedeljko, ker drugače bomo, in če dobi večino, da je potem seja v ponedeljek, ker drugače bomo na istem, če gremo na četrtek. Milan, hvala za pomoč. Jaz bom dodal še to, da v petek, žal, seja ni možna, ker ima Državni svet visok obisk spikerja Lordske zbornice iz Anglije in je ta obisk v petek in opoldne je predviden sestanek in tako naprej. Zato je petek se pokazal kot termin, ki je zaradi drugih obveznosti Državnega sveta slabo izvedljiv. Torej, Jožef, izvoli. Pridi dol, prosim. Poglejte, jaz predlagam tako glasovanje, ki seveda ni tehnično najbolj korektno, je pa smiselno na to, kar predsedujoči pravi.
Dajmo zastaviti vprašanje pa odgovoriti preko glasovalnih naprav, kdo je za četrtek in dajmo potem še, kdo je za ponedeljek in videti, kje jih bo več in tam, kjer jih bo več, mislim, da je smiselno, da to izvedemo. Če je to koristen predlog, seveda. Hvala lepa. Če jaz zdaj operacionaliziram ta predlog, je, da dam na glasovanje, kdo je za ponedeljek, ker za četrtek že vemo. Kdo torej bi lažje se udeležil seje v ponedeljek? Glasujemo. V ponedeljek ob 10. Torej, hvala lepa. Mislim, da smo se soglasno opredelili za ponedeljek. Jaz se vam res lepo zahvaljujem. Današnja seja je bila približno taka, kot smo jo pričakovali. In zahvaljujem se vam za udeležbo. Vam želim lep in prijeten teden, v ponedeljek se pa vidimo. Nasvidenje.